Dober dan, spoštovani gostje, tako tukaj v dvorani, kot tudi vsi, ki nas spremljate v neposrednem spletnem prenosu. In dobrodošli na osrednjem dogodku ob letošnjem svetovnem dnevu multiple skleroze v Sloveniji. Letošnje leto nam prinaša res velike spremembe in še v zadnjih dneh pred to novinarsko konferenco smo se jim prilagajali tudi mi. Zelo smo veseli, da nam je rahljanje vladnih ukrepov v zadnjih dneh omogočilo, da se vsaj z nekaterimi lahko srečamo tudi iz oči v oči. Kot rečeno, poleg novinarskih ekip nekaterih medijskih hiš, ki ste tukaj z nami, na ustrezni razdalji seveda, pa nas spremljajo še novinarke in novinarji iz ostalih medijskih hiš v neposrednem spletnem prenosu Slovenske tiskovne agencije. Vse skupaj vabim, da našim sogovornikom vse do konca te novinarske konference zastavite vprašanja, ki jih sprejemamo na elektronskem naslovu ms@aetas.si. Odgovorili vam bodo v živo. Tema letošnjega svetovnega dne multiple skleroze, ki ga obeležujemo vsako leto 30. maja, je povezovanje. In ljudje, ki se spopadajo z multiplo sklerozo, v tem trenutku res bolj kot kadarkoli poprej potrebujejo prav podporo. Globalna kampanja Povezovanje poudarja povezovanje tako za boljšo zdravstveno oskrbo in povezovanje celotne skupnosti za podporo bolnikom, pa tudi povezovanje bolnika z multiplo sklerozo samim seboj, sprejemanje bolezni in odločitve za obvladovanje multiple skleroze. In ob svetovnem dnevu multiple skleroze se bomo tudi v Sloveniji povezali za izboljšanje položaja okoli 2500 registriranih bolnikov z multiplo sklerozo in njihovih najbližjih. Z vodilnimi slovenskimi nevrologi, predstavniki drugih zdravstvenih strok, Združenje multiple skleroze Slovenije, bolniki z multiplo sklerozo ter portalom revije Medicina in ljudje v multipli sklerozi, bomo o podpori podjetij, ki v Sloveniji omogočajo najsodobnejše terapije za obvladovanje multiple skleroze, opozorili na pomen celostne obravnave bolnikov z multiplo sklerozo. A verjetno se vsi strinjamo, da lahko o tem največ povedo prav ljudje, ki se s to boleznijo spopadajo. Ja, ko sem prvič zvedel, to je bilo v Celju, v bolnišnici Celje, in je moja nevrologinja dr. Pustovrhova povedala za diagnozo, sem najprej rekel, bom umrl. Seveda je rekel, ne umrl ne boš, se bo pa življenje malo spremenilo in potem sem jaz tole kaj sprejel, včlanil sem se v podružnico Saša Velenje, ki je podružnica Združenja multiple skleroze Slovenije, kjer sem se spoznal z obolelimi, seveda mi je pa svet postavil na glavo. Prvo, ko zveš za diagnozo, potrebuješ kar par mesecev, da bolezen spoznaš, da jo, če je le mogoče, čim hitreje sprejmeš in nekako potem z njo potuje skozi življenje, kajti ravno sodelovanje z njo, da greš korak z njo, lahko pripelje do tega, da si čim dlje pokreten, da si v bistvu, da živiš kvalitetno življenje. Zdaj, jaz nekako kar dobro peljem moja sopotnico skozi življenje in nekako skupaj korakava, tako da je moje življenje kvalitetno. Seveda sem ga mogel temu prilagoditi. Ob začetku, ko sem zvedel za diagnozo, sem imel popolnoma druge sanje, popolnoma drug način življenja. Tudi motiv, kaj bom delal v življenju, je bil drugačen, na to sem mogel se prekvalificirati. Mogel sem iz tistih prvih osnovnih želja, ker sem tudi glasbenik in sem nameraval študirati pozavno, iti popolnoma v drugo smer, kajti to mi je bilo onemogočeno, ampak skozi vsa leta, jaz sem zdaj pri mojih 43 diagnosticiran, pa sem bil še za 16 leti, spoznal, da je življenje vse lepo. Dosti sem aktiven v gasilstvu, dosti sem aktiven za mojo skupino Spev, dosti sem aktiven tudi v različnih krožkih, tako da polno vsega je in res sem srečen. Za vsakim dnem pride nov dan, lahko je svetlejši, lahko je deževen. Danes imamo deževen dan, ampak se veselimo, jutri bo sonce in tako je tudi pri multipli. Vsak dan je nov dan, vsak dan moramo izživeti in živeti z njo, ker se da. Se da živeti z multiplo sklerozo.
No, zato, da se v Sloveniji da živeti z multiplo sklerozo, kot pravi gospod Edvard Rednak, so zaslužni tudi naši današnji sogovorniki. To so nevrologi, docentka doktorica Alenka Horvat-Ledinek, vodja Centra za multiplo sklerozo Nevrološke klinike UKC Ljubljana, asistentka Lina Savšek iz Nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje, gospod Jožef Magdič iz oddelka za nevrološke bolezni UKC Maribor. Pomen celostne obravnave bolnikov pa nam bodo predstavili Anja Udovčič-Pertot, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine z oddelka za rehabilitacijo pacientov z multiplo sklerozo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča. In dr. Bogdan Polajnar, psiholog in psihoterapevt iz Združenja Bondik psihoterapevtov Slovenije. Z nami pa je tudi gospod Pavel Krajnc, predsednik Združenja multiple skleroze Slovenije. Med nami pa toplo pozdravljam tudi Tajo Habič, gospoda Rednaka in Gregorja Selaka. Kot smo lahko videli že v uvodu, svojo zgodbo z multiplo sklerozo na poseben način delijo z javnostjo. Poleg njih smo med vsakodnevnimi aktivnostmi posneli tudi Alena Jovanoviča in Manco Buh. Vsem se za ta prispevek res iskreno zahvaljujem. Zdaj pa gremo kar na vprašanja. Doktorica Horvat-Ledinek, kaj je pravzaprav multipla skleroza? Multipla skleroza je najpogostejša avtoimunska, vnetna, demilinizacijska, pa tudi nevrodegenerativna bolezen osrednjega živčevja. In znano je, da najpogosteje s prvimi simptomi zbolimo med 20 in 40 letom starosti. Pogosteje zbolijo ženske kot moški in število primerov narašča z oddaljenostjo od ekvatorja. Po zadnjih podatkih naj bi bilo v svetu približno 3 milijone oseb za multiplo sklerozo, v Sloveniji pa je po podatki tako imenovanega Evropskega MS barometra znaša prevalenca približno 120 na 100 tisoč, 120 bolnikov na 100 tisoč prebivalcev. Dr. Magdič, ali smo zdaj že kaj bliže odkritju Dr. Magdič, ali smo zdaj že kaj bliže odkritju vzroka za multiplo sklerozo? Za bolezen še vedno ne vemo natančnega vzroka. Bilo je že povedano, da je to v osnovi avtoimunska bolezen, se pravi stanje, ko se lastni imunski sistem v telesu malo zaroti, obrne proti določenim delom osrednjega živčevja, to pri multipli sklerozi proti mielinskim ovojnicam v živčevju. In z okvaro teh mielinskih ovojnic pride v bistvu do okvare v večjih delih osrednjega živčevja, se pravi v možgani, v hrbtenjači, ki potem z motnjo prevajanja po živčevju povzročajo raznolike simptome pri tej bolezni. Tudi to je en izmed izvorov imena bolezni multipla, se pravi raznoliki simptomi, ki jih te okvare po živčevju potem povzročajo. Po drugi strani pa seveda te vnetne okvare še vedno na dolgi rok se nekako popravljajo, se pravi naše živčevje ima možnost, sposobnost regeneracije na nek način, se pa vseeno dolgoročno takšne okvare v živčevju naberejo in z leti lahko povzročajo tudi napredujočo nevrološko prizadetost, se pravi, da so pa različne oblike bolezni, kjer pa je še vedno vzrok v osnovi enak, se pravi avtoimunski odziv telesa, ki je prav, tako kot je bilo rečeno, v tem zgodnjem starostnem obdobju med 20 in 40 letom najbolj buren. Dr. Savšek, vemo, da poznamo različne oblike te bolezni. Nam jih lahko malo opišete, pa poveste približno, kakšen delež bolnikov oboleva za temi oblikami. Multipla skleroza je ena sama bolezen, seveda pa ima lahko različne vrste potekov. V začetku bolezni pri večini bolnikov poteka za zagoni in izboljšani, tako imenovana recidivno-remitentna oblika multiple skleroze. Pri manjšem deležu bolnikov, približno pri 10 do 15%, pa poteka v primarno napredujoči obliki.
Poznamo tudi sekundarno napredujočo obliko multiple skleroze, v katero bolniki preidejo iz recidivno-remitentne oblike. To se navadno zgodi v primeru, da bolniki niso zdravljeni nekje po 10 letih, ko približno polovica bolnikov že preide v sekundarno progresivno obliko multiple skleroze. Seveda pa za zdravljenjem ta del lahko odložimo vse do 25 let po postavitvi diagnoze. Tako pri sekundarno napredujoči kot pri primarno napredujoči obliki multiple skleroze dodatno klasificiramo bolnike glede na to, ali še zaznavamo vnetno aktivnost ali pa znakov vnetja ni. To je pomembno predvsem zaradi načina izbire zdravil, ki spreminjajo potek bolezni. Pri recidivno-remitentni obliki pa že po sami nekako definiciji te oblike vnetje prevladuje in ga vidimo kot zagone bolezni in nastanek novih lezij na magnetno-resonančnem slikanju. Pri preostanku bolnikov nekje med 5 do 10% govorimo o tako imenovanem izoliranem kliničnem sindromu. To je predstopnja, v kateri bolniki še ne zadostijo vsem kriterijem za postavitev diagnoze multipla skleroza, so se pa že pojavile določene težave in nam preostala diagnostika govori, da bo stanje verjetno sčasoma prešlo v multiplo sklerozo. Iz klinično izoliranega sindroma tako 2/3 bolnikov v naslednjih 5 do 10 letih napreduje v multiplo sklerozo. Najpogosteje diagnosticiran klinični izolirani sindrom je vnetje vidnega živca, se pa seveda lahko zgodi tudi, da imajo nekateri bolniki manjši delež tudi v življenju samo enkrat optični neuritis in se pri njih nikoli ne razvije multipla skleroza. Diagnostična merila za postavitev diagnoze multiple skleroze se skozi leta spreminjajo in posodabljajo, kar nam olajšuje zgodnjo postavitev diagnoze multiple skleroze in s tem omogoči čimprejšnje zdravljenje. Delitev na posamezne oblike multiple skleroze je, kot rečeno, pomembna predvsem zaradi načina zdravljenja. Zdravimo namreč recidivno-remitentno obliko ter tudi primarno in sekundarno napredujoči obliki, ukolikor najdemo znake vnetne aktivnosti bolezni. Zdravimo pa tudi klinično izolirani sindrom, pri katerem ocenimo, da prihaja do višjega tveganja, da bo bolezen prešla v multiplo sklerozo, medtem ko pri bolnikih z nižjim tveganjem bolezen skrbno spremljamo. Doktorica Horvat-Ledinek, omenili ste že podatek o prevalenci bolezni. Koliko ocenjujete, da je dejansko bolnikov z multiplo sklerozo v Sloveniji? Kot vemo, nacionalnega registra za multiplo sklerozo v naši državi ni, vendar glede na podatke Združenja multiple skleroze mislimo, da je v Sloveniji med 3000 in 3500 bolnikov oziroma oseb z multiplo sklerozo. Doktorica Savšek, govorili smo že nekaj o simptomih, poudarili smo pomen postavitve čim zgodnejše postavitve diagnoze. Kateri pa so tisti simptomi, na katere moramo biti res posebej pozorni, da pravočasno odkrijemo multiplo sklerozo? Kot smo že prej poudarili, je multipla skleroza bolezen številnih obrazov, ravno zaradi narave obolenja, pri kateri se vnetne lezije pojavljajo na različnih delih osrednjega živčevja, torej v možganih in hrbtenjači, in tudi v različnih časovnih intervalih. Klinična slika, s katero se bolezen pokaže, je tako odvisna predvsem od lokacije lezije in pa velikosti lezije. Tipična klinična slika, pri kateri pomislimo, da bi lahko šlo za multiplo sklerozo, je tako vnetje očesnega živca, optični neuritis, predvsem pri mlajših ženskah v starosti med 20 do 40 let. Sicer pa med druge simptome in znake multiple skleroze lahko spadajo tudi težave z ravnotežjem, motnja koordinacije gibov, nespretnost rok in nog, zmanjšana mišična moč s pojavom okorelosti mišičnih krčev, motnje občutenja, predvsem občutek otrplosti delov telesa ali obraza oziroma pojav mravljinčenja v teh delih. Ob tem se lahko pojavijo tudi motnje mokrenja ali odvajanja blata. Bolniki imajo tudi motnje spolnosti, razpoloženja ali težave z razmišljanjem, osredotočanjem in pa delovnim spominom.
Torej, glede na res raznolikost teh simptomov je razumljivo, da se je bolezni prijelo ime bolezen tisočerih obrazov, a naš naslednji obraz multiple skleroze, Manca Buh, pravi, multipla skleroza ni tako zelo kruta bolezen. Poglejmo. Zbolela sem pred 20 leti, jaz sem bila stara 15 pa pol, končala sem osnovno šolo. Prve misli, ki so mi povedali diagnozo, so bile pred 20 na vozičku. Ko so me pa začeli zdraviti, sem pa pol se sprijaznila s to boleznijo, drugače je bilo pa kar hudo. V družini smo 4 oboleli z multiplo sklerozo, jaz, brat, sestra in oče. Prvo v družini so pa postavili meni diagnozo, vsi ostali so dobili diagnozo kasneje. Načrtov za življenje nisem nič spremenila, normalno sem hodila v službo, imela sem svojo cvetličarno, dokler sem lahko delala, sem delala, ko pa nisem mogla več, sem se pa žal upokojila. Moj vsakdan izgleda tako, v prostem času pečem piškote, nabiram rožice za čaj, pridelujem svojo zelenjavo za svojo oskrbo, pomaga mi asistentka, imam mlado punco, ki mi pomaga, take stvari mi pomaga, ki jih jaz sama ne morem opravljati. Zdravstveno oskrbo sem v Sloveniji zelo zadovoljna, kadarkoli sem kaj rabila, so mi zmeri priskočili na pomoč, ni bilo treba nobenih čakalnih, tako da sem se posvetovala z nevrološko in so mi pomagali. Bolezen multipla skleroza ni tako kruta bolezen. Prvi korak z diagnozo multipla skleroza je najboljši, da nisi depresiven, pa da se čim prej sprijazniš z njo. Tako, gospa Manca Buh nam je povedala, kako se je kot 15-letnica spopadala z diagnozo multiple skleroze. Gospod dr. Bogdan Polajnar, vas pa prosim za pojasnilo, kaj se v bolniku dogaja, ko sprejme vsako težko diagnozo? Pri multipli sklerozi pa pri podobnih boleznih, ki so, tako kot rečemo, hude, pride pri prvi informaciji, pri prvem srečanju do velikega stresa, do šoka, do poplave izbruha čisto primarnih, zlasti neprijetnih čustev, seveda. Večinoma gre ali za strah, žalost, čustveno bolečino, tam je somatski del tudi zelo pomešan, lahko tudi jeza. In ta reakcija, to doživetje te bolezni, reakcija na to je pravzaprav čisto ta preživetvena, nevrološko bi rekli, iz amigdale, iz malih možgan reagiramo z temi preživetvenimi reakcijami, kot so ali boj ali pa beg iz te situacije, da bi to kar potlačili, pozabili, bi ne raje izrinili zavesti. Takrat v teh prvih stikih je še v bistvu zelo malo tega racionalnega pri človeku, da je v resnici prav zmožen slišati dejstva, sprejemati navodila in če bo možnost, bom potem kasneje o tem še kaj več povedal. Seveda. Kakšne pa so specifike te psihološke obremenitve zaradi diagnoze kronične bolezni? Posebej, če je to doživljenjska in res obremenjujoča bolezen, kot je multipla skleroza? Ja, kognitivno poslabšanje je en takšen temeljni znak te bolezni, simptom. Seveda potem je veliko odvisno od tega, kateri del centralnega živčnega sistema je prizadet. Temu primerno potem tam pride do nekega poslabšanja ali pa izpada ali kognitivnih zmožnosti ali telesnih funkcij, gibanje, recimo invalidski voziček je potreben in podobno, kot smo vidimo. To drugače pa, kot sem prej omenil, bazična čustva se zelo pojavijo in nas zelo preplavijo. Strah, specifična oblika strahu, čustvena zamrznitev, kot ne doživljamo nič, ker ugasne čustven svet, ker je situacija pretežka, sploh ne moramo doživljati. Jeza, žalost. Zato so zelo pogoste te psihološko-čustvene spremljevalke multiple skleroze, depresija. To je tudi gospa Manca prej poudarila, da tako prvo srečanje, prvi kontakt je zelo važno, kot je rekla, da ne padeš, da se ne predaš depresiji.
žalosti, če bi skrčil ta termin na čustvo. To velikokrat, sploh pri prvih srečanjih, anksioznost tista, kar je prevladujoča, za nas je strah, seveda ne samo te bolezni zase, velikokrat tudi za bližnje osebe, če smo starši. To, ukolikor je depresija povezana tudi z potlačevanjem tega neprijetnega počutja, ki potem kar ne zgine, lahko pride tudi do uporabe, zlorabe psihoaktivnih substanc, tako da včasih tudi alkoholizem kasneje se kombinira. Če je na nek način to rodbinska, družinska, rodovna šibka točka, še prej pride do tega. Tako da je iz duševno-čustvenega vidika kar pestro dogajanje, zaradi tega seveda tudi, če govorimo o celostni rehabilitaciji, hvala Bogu, da smo temu zavezani, je potrebna tudi to vrstna pomoč. Gospod Rednak, vi ste svoje življenjske načrte zaradi diagnoze multiple skleroze kar korenito spremenili. Kakšne so bile vaše sanje pred tem in kako ste to sprejeli? Je bilo težko sprejeti, da jih ne boste mogli uresničiti? Najprej lepo zdrav. Seveda, predtem, jaz sem bil star 16 let in takrat letiš. Vse je bilo pred mano, vse je bilo odprto, nikjer ni bilo nobenih preprek in sem še življenje zastavil drugače. Vendar ob tem, ko sem spoznal za diagnozo, kakor smo videli v prispevku, ko sem rekel besedo, bo umrl, mogoče to tudi prekaže moj karakter, če ne bom umrl, pol bo vse v redu. In potem sem začel normalno s tem živeti, začel sem najprej sprejel obolenje, začel zaupati zdravilom, zaupati svojemu nevrologu, kar je zelo pomembno, in pa multiplo sprejeti kot prijateljico in se ravnati po njenih željah. Če si utrujen, moraš počivati. In če življenje nekako tako zapelješ, je vse v redu. Na to veliko mi je pa pomagalo ravno Združenje multiple skleroze, kajti tam sem pa pridobil srečanje z obolelimi in s tem sem spoznal, da se vseeno da živeti, da se da ustvariti družino, da se da biti srečen, da so paci in so vzponi in v prispevku sicer nisem prikazal in tudi v tem Združenju multiple skleroze sem kar precej aktiven in sodelujem in res jaz predvidevam in se mi zdi, da živim kar dolgo kvalitetno življenje z vsemi temi, kar sem pač povedal, sprejetje in pa zaupanje zdravilo in nevrologu. No, prav ta psihološka trdnost je v procesu sprejemanja diagnoze, obvladovanja bolezni izjemno pomembna. Doktorica Horvat Ledinek, to pa je v zadnjih letih lažje tudi zaradi izjemnega napredka pri zdravljenju te kronične bolezni. Kaj je na tem področju novega? Res je, boljše razumevanje samega procesa, ki se odvija pri multipli sklerozi, je pripeljalo do razvoja zelo velikega števila zdravil, ki pravzaprav upočasnijo bolezenski proces. Želela bi poudariti, da niso novosti in ne potekajo samo raziskave na področju in odkrivanju novih zdravil, temveč tudi iščejo predvsem različne biološke označevalce bolezni, ki bi nevrologom bile v pomoč pri prepoznavanju napredovanja bolezni in prejšnjemu ukrepanju oziroma, kot rečemo, optimizaciji zdravljenja. Danes imamo na voljo za zdravljenje recidivne remitentne oblike multiple skleroze več kot 10 zdravil. Veseli pa smo, da je Evropska agencija za zdravila v zadnjem letu dni in pol oziroma 2 letih odobrila tudi 2 novi zdravili, in sicer zdravilo za zdravljenje primarno napredujoče oblike multiple skleroze, torej okrelizumab, in pa tudi letos zdravilo za zdravljenje sekundarno napredujoče oblike multiple skleroze, to je siponimod. Kaj ta nova zdravila konkretno pomenijo za bolnike? Gre tukaj za neko novo upanje, glede na to, da zaustavljamo napredovanje bolezni?
Predvsem je potrebno poudariti, da pri progresivnih oblikah multiple skleroze je pričakovati postopno napredovanje bolezni, kar največkrat osebe z multiplo sklerozo opazijo kot težave z gibanjem, s hojo, kot težave z uporabo roke pri opravljanju dnevnih aktivnosti. In pravzaprav z naštetimi zdravili pri bolnikih z napredujočo obliko multiple skleroze, ki imajo bodisi klinične, rečemo, bodisi druge znake aktivnosti bolezni, lahko pomembno upočasnimo napredovanje bolezni, kar se seveda odraža s tem, da so bolniki dlje časa aktivni, da lahko bolj samostojno opravljajo dnevne aktivnosti in se tudi vsekakor bolj in lažje vključujejo v družbo. Doktor Magdič, ste nevrologi zadovoljni z dostopnostjo zdravil v Sloveniji? Kje je naša država na tem zemljevidu? Ja, lahko bi odgovoril v enem stavku, se pravi, ne samo nevrologi, tudi bolniki bodo verjetno lahko zadovoljni glede te dejstva, da je praktično vsa zdravila, ki jih poznamo trenutno in so, rečemo, strokovno dovolj ustrezno podprta z znanstvenimi dokazi, tako pač, kot se to v uradni medicini dela, so pri nas praktično na voljo. Res, da nekatera, se pravi, če je danes, kot smo del Evropske unije, je tudi pri nas postopek registracije zdravil hitrejši, preprostejši, to pomeni centraliziran, se pravi, ko enkrat Evropska agencija za zdravila določeno zdravilo odobri za eno od oblik multiple skleroze ali pa za določeno skupino bolnikov, velja to tudi potem za Slovenijo, res pa, da potem običajno traja še kakšno leto, da zdravilo postane dostopno, se pravi, da ga naša zavarovalnica odobri, temu se reče razvrstitev na listo zdravil, se pravi, da se doreče plačilo za to zdravljenje z pravice zdravstvenega zavarovanja, se pravi, ta postopek običajno traja kakšno leto dni, ampak pravim, potem zdravilo načeloma je na voljo bolnikom, seveda nam kot predpisovalcem ena dobra prednost tega širšega razpona zdravil, ki smo jih zdaj dobili v zadnjih, rečemo, 10-15 letih na področju multiple skleroze, je zagotovo to, da so ta zdravila potem lahko bolj prirejena bolnikovim potrebam, recimo, da so med bolniki seveda različne potrebe, zaradi tega, ker so lahko to ženske v rodni dobi, nekoliko starejši bolniki, recimo, se pravi, imajo različna zdravila, lahko različen učinek, različen profil tudi neželenih učinkov, različne načine spremljanja, dajanja zdravil od tablet, kapsul, injekcij do infuzij, se pravi, to so vse načini, ki za izbiro zdravila, se pravi, ponuja tudi boljše možnosti zdravljenja, to verjamemo, brez nadaljnega. Kar pa lahko še poudarjamo pri tem, seveda smo Slovenija kot del mednarodnega prostora, lahko se rečem, kar zelo aktivni pri tem, da poskušamo pridobiti zdravila še preden so razvrščena ali pa še preden so tudi registrirana, to pomeni v fazah kliničnih raziskav. To je pač poseben postopek, primeren seveda samo za določene ustanove, ki se s tem lahko ukvarjajo in po drugi strani seveda tudi za določeno omejeno število bolnikov, ki so izbrani za takšne ponavadi mednarodne klinične raziskave in še ena pot obstaja, se pravi, so običajno tudi pri nas na voljo programi sočutne uporabe, to pa je tisto obdobje, ko je zdravilo že registrirano znotraj Evropske unije, se ga preden je razvrščeno, torej da ga plača zavarovalnica, lahko pridobi tudi v sklopu takih prijaznih programov, to ponavadi podjetja, ki zdravilo proizvajajo, potem poskrbijo, da ta zgodnji dostop do zdravila spet običajno za določeno skupino, izbrano skupino bolnikov, nam pa to zagotovo tudi pomaga kot strokovnjakom pridobiti prve lastne izkušnje z določenimi zdravili, preden pridejo ta v širšo uporabo. Torej imajo bolniki res trdno novo upanje. Gospa Udovčič-Pertot, pri obravnavi obolelih z multiplo sklerozo je izrednega pomena tudi rehabilitacija. Kaj ta vse zajema? Ja, pozdravljeni. Rehabilitacija definitivno prihaja v poštev pri vseh pacientih, tudi pri tistih, ki so nedavno oboleli in imajo morda neke večje zaostale težave in pa do praktično do konca, ne.
Fiziatri, pa jaz lahko govorim za sebe, no, kot vodja tima na URI Soča za rehabilitacijo pacientov z multiplo sklerozo. Moja naloga je predvsem, da na ambulantnih pregledih prepoznam, kakšne težave imajo pacienti, jih opredelim in ugotovim, ali lahko v okviru ambulantne ali hospitalne obravnave s svojim timom pacientu te težave zmanjšamo ali pa mu jih vsaj pomagamo obvladati. Jaz odločam predvsem o postopkih konzervativne obravnave, predpisujem simptomatsko terapijo, kjer je ta potrebna, izvajam triažo pacientov in pa predpisujem terciarne in pa tudi vse ostale pripomočke, ki jih pacient morda potrebuje za to, da lahko ostaja čim bolj samostojen oziroma da ohranja svoje funkcionalne sposobnosti. Naše paciente vse obravnavamo timsko, v okviru tima delujejo medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre, fizioterapeuti, delovni terapeuti, logopedi, psihologi, socialni delavci, po potrebi tudi drugi, recimo dietetičarka in ostalo. Vedno se, če so kakšne posebne stvari, konzultiramo tudi z nevrologi. Tako da fizioterapeuti se vključujejo v obravnavo na področju gibanja. Njihov cilj je predvsem izboljšanje vzorca hoje, kjer je to možno, izboljšanje ravnotežja, koordinacije, krepitev mišic, predpis posebnih pripomočkov za hojo, če so ti potrebni, zmanjševanje bolečin z fizikalnimi metodami, kjer je povišan mišični tonus, tudi poučevanje pacientov in njihovih skrbnikov o pravilnih postopkih nameščanja, da se ta tonus zmanjšuje. Delovni terapeuti se ukvarjajo predvsem z izboljšanjem funkcije rok, svetujejo pacientu o postopkih, kako si razporediti dan, da čim bolj obvladujejo utrudljivost, ki je zelo pogosta posledica multiple skleroze, spet predlagajo različne pripomočke za lažje funkcioniranje v domačem okolju in pa seveda prilagoditve vsakodnevnih aktivnosti, zato da jih lahko pacient še vedno izvaja sam. Medicinske sestre so pomembne na področju odvajanja urina in blata, logopedi na področju požiranja, govora, kjer so težave, psihologi vsekakor celotno trajanje bolezni, na začetku sprejemanjem bolezni, kasneje podporo, če bolnik prehaja v neko obdobje depresije, kar je precej pogosto, zaznavajo se tudi težave na kognitivnem področju. Medtem ko socialni delavci pomagajo pri urejanju domačega okolja, glede socialnih prejemkov, ki so možni pri pacientih, ki so še vključeni v delovne obveznosti, poskušamo tudi preko Centra za poklicno rehabilitacijo čim dlje vzdrževati te možnosti, tako da kar precej obširno področje. Res precej obširno področje, še posebej vaša vloga pomembna pri ohranjanju gibalne oviranosti, ki je eden od bolj motečih simptomov multiple skleroze. Poglejmo naslednji filmček, v kolikšni meri lahko bolnik na ohranjanje gibalnosti vpliva sam. Diagnozo so mi postavili leta 2013. Takrat sem bila stara 24 let. Jaz o tej bolezni nisem vedela nič. Moje prvo vprašanje nevrologinji je bilo, koliko časa še imam do invalidskega vozička. In ona se mi je tako nasmehnila in mi je rekla, Taja, lejte, lahko da nikoli, lahko da boste skozi hodila. Vse je odvisno od same bolezni, od napredka bolezni. In potem sem jo jaz vprašala, kaj pa lahko naredim za to, da bom še naprej hodila. In mi je ona rekla, ostanite aktivni. Zato je v bistvu telovadba del mojega vsakdana, ker me sprošča, ker me pomirja, ker nahrani moj telo, ki pač nujno rabi neko dozo miganja. Življenje se mi je sicer spremenilo zelo, pa bi bolj rekla, da na pozitivno. Ker začela sem živeti
Pa je, da sem ena izmed redkih tistih MS-ovcev, ki reče, ja, je naredila pozitivno v življenju. No. Večina se precej presikira, no, jaz se niti ne. No. Tako kot sem rekel, pridejo slabi dnevi, ampak se da. Sem hodim 1,5 leta. Ravnotežje se mi je izboljšalo, noge so bolj močne. Prehodim, vsaj sem prehodila 1 kilometer, kar je bilo zame veliko. Je velika razlika, ali te nekdo vodi, ali pa si v bistvu sam v neki skupini ljudi na nekih vodenih vadbah v fitnessu in se nekako sam matraš. Tako da tle je velika razlika. Ko ti postavijo diagnozo multipla skleroza, to ne pomeni konec sveta. To lahko pomeni nov začetek, recimo novega življenja. Zato začni ga živeti. Začni živeti tisto življenje, ki ti ga ta diagnoza da. Ni vredno biti v depresiji. Enostavno odprejo se marsikatere poti, pejte po njih. Gospa Taja Habič, ta pot, po kateri ste vi šli, vas je vodila v telovadnico. Pravite, da je redna telesna vadba pod vodstvom za vas neka nujna vsakodnevna doza. Te vadbe si plačujete sami. Mislite, da bi to moralo biti malo bolj prijazno urejeno v zdravstvenem sistemu? Pozdravljeni. Ja, vsekakor. Mislim, da bi mogel zdravstveni sistem omogočati, da se sam odločaš, na kakšne vadbe boš hodil. Nekateri potrebujejo samo fizioterapije, tiste, bom rekla, običajne. Nekateri drugi imamo pa radi mogoče malo bolj naporne telovadbe, ker nam to odgovarja, našemu telesu to odgovarja in se mi zdi zelo pomembno, da bi naše zdravstvo to omogočil, da se sam odločaš, kam boš hodil. Gospa Udovčič, Pertot, kaj bi po vašem strokovnem mnenju bilo še smiselno dodati v obravnavo, da bi omogočili boljše obvladovanje multiple skleroze? Ja, menim, da v bistvu v bolnišničnih timih delujejo strokovnjaki, ki morajo. Tako da morda jih je premalo, bi bilo smiselno, da je, saj kar se tiče rehabilitacije, več takih timov, ki bi se lahko posvetili pacientov. Se pa strinjam z gospod Tajo, da bi bilo najverjetneje za paciente res najboljše, če bi imeli dostopne terapevtske obravnave takrat, ko jih potrebujejo in v domačem okolju, na dosegu roke, katerokoli obravnavo, bodi si fizioterapijo ali delovno terapijo ali psihološko obravnavo. Tako da tak način kontinuirane rehabilitacije bi seveda pa zahteval mnogo več usposobljenega kadra, kot ga je trenutno na voljo. Tako da tukaj so omejitve. Je pa vsekakor to, kot se reče, community-based rehabilitacija, tisto, kar bi bilo po moje za paciente najboljše. No, za splošno podporo bolnikom je v Sloveniji zaslužno tudi Združenje multiple skleroze Slovenije. Gospod Pavel Krajnc, vi ste predsednik združenja. Kako združenje podpira bolnike z multiplo sklerozo? Pozdravljeni. Ja, Združenje multipla skleroza normalno že v svojih 47 letih delovanja je razvilo posebne programe za svoje člane. Torej v osnovi mi imamo svoje programe zadeljeno na dva dela. Eno so rehabilitacijski programi, drugo so pa podporni programi. V rehabilitacijskih, ker je že zdaj stroka tudi marsikaj povedala, bom sam na kratko omenil, zagovarjamo, ker vidimo, da je potrebno ta rehabilitacijska obravnava na več nivojih, to se pravi tako na nivoju inštitucij, kot je Soča, na nivoju zdravilišč, kot potem tudi na nižjih nivojih v skupinah, ki skušamo združiti naše člane
da pod strokovnim vodstvom to delajo, do jasno individualne obravnave v lokalnem okolju. Nekbenem moram podariti, da imamo jasno kot posebna skupina tudi za naše najtežje člane, ko v našem domu v Ankaranu organiziramo skupine, kjer imamo zagotovljeno in nego in so skrb zanje, kar jim pomeni ne samo v tem, da je to rehabilitacija, ampak tudi jim to izrazito pomeni tem našim najtežjim vezanih na invalidske vozičke ali še težje oblike, da se družijo enkrat na leto, to možnost jim dajemo 14 dni. Leto žal iz pomladanske termine odpadel, ki ga imamo maja pa junija zaradi koronavirusa, ampak računam, da bo jesen spet skupine normalno stekle. Podporni programi so pa tisti, ki pomenijo, da našim članom pomagamo s svetovanji. Jaz zelo poudarjam izobraževanje, ki ga moramo izvajati, pa ne samo v tistem ozkem smislu vedenja o multipli sklerozi, ampak tudi širše. En pomemben poudarek, ki ga krepimo, je tudi to, da ko je bolezen v hiši, ko je bolezen v družini, ni samo bolezen tistega, ki je bolan, je bolezen cele družine. In zato je bolezen spremlja tudi partnerja, ženo, moža in je potrebno, da tudi njim določeno pozornost posvetimo, kar nekako v sistemu zdravljenja in obravnave ni še pri nas to toliko prisotno, kot bi bilo potrebno. No, potem jasno, v zvezi s tem vse pomagamo tudi socialno, finančno, tistimi manjšimi sredstvi, ki jih imamo na razpolago, da tudi določena sredstva namenimo našim članom, pa naj si bo pri odpravi arhitektonskih ovir posebnih doplačilo pripomočkov. Sam primer bom rekel, država je lepo uredila prireditve osebnih vozil in ostalih pripomočkov sofinancira, ampak marsikaj še našemu članu je tudi tistih 15% težko zagotoviti, pa mu pomagamo, da se zadeva zaokroži in da dobi ta pripomoček oziroma prilagoditev, če vzamemo vozila. No in potem jasno, normalno, ko sem prej omenil, izobraževanje ni samo to predavanja, tudi publikacije z našim glasilom, podpiramo tudi šport na lokalnem nivoju, tudi športno tekmovanje izvajamo že skoraj 30 let znotraj našega združenja in to so vse tiste zadeve. Letos smo skušali ob tem programu, ki ga imamo od samega začetka, poverjeništva, to je posebna oblika prostovoljstva naših članov, ki so še sposobni, da obiskujejo druge člane, jih spodbujajo in pomagajo, jim svetujejo, zbirajo zanje informacije. Smo hoteli začeti še z vodenimi skupinami znotraj posameznih podružnic, ko smo organizirani. Žal nam je situacija to preprečila, ampak to je naš nadaljni cilj, da je tudi to tista oblika, ko se ljudje bodo dobivali, med seboj še bolj pogovarjajo, kot se v nekaterih predelih sredinah že pogovarjajo, da bomo to zadevo vključevali tudi z določenimi temami na teh pogovorih, da ni pogovor samo o bolezni, samo o težavah, ki je bolezen prinaša, ampak tudi v drugih življenjskih potrebnih stvareh, ki jih moramo imeti. Hvala. Doktor Polajner, prej ste že omenili to posebno čustveno stanje, v katerem se bolnik nahaja, ko posluša diagnozo multiple skleroze ali pa kakršnokoli drugo težjo diagnozo. Bolniki pravijo, da jih je takrat zajel nek šok, zaradi katerega sploh ne dojamejo, kaj jim zdravnik govori. Povejte, kako bi lahko bolnikom omogočili ustrezno psihološko podporo, ki v bistvu edina zagotavlja nek racionalen odziv, ki potem pogojuje sodelovanje pri obvladovanju bolezni? To, kar sem že prej skušal nakazati, se pokriva s tem, kar so tudi kolegi povedali, pacienti s tem.
boleznijo, gospod Edo, recimo, ki se mi zdi kar kipi od energije in pozitive, optimizma in tako dalje. Pa vendar, ko smo gledali tudi kot filmček, je bilo rečeno nekaj mesecev, je trajalo, da sprejmem. Pa potem nekaj let, da ugotovim, da je življenje lepo. Ali pa gospa Manca govorila, prvi korak najbolj pomemben, da nisi depresivn, pa da sprejmeš. In tudi gospa Taja, ki pravi, večina se sekira, jaz ne, tako nekako mir je v njej. In to, ampak to ni večinska resnica. Pridejo dnevi, ko je zelo hudo, in tako dalje. To pa, da nekako, da nisi sam za tem, tudi važno, ne biti depresiji, tako je bilo sporočilo. Pa ne samo za neposredno prizadete osebe, pacijente kot take, tudi to, kar gospod Pavel povedal, cela družina je pacijent, vsak je pacijent, ni to sam neposredno. In to recimo, to je bolečina, čustvena bolečina, šok, strah, včasih jeza tudi, ampak verjetno bolj to, čustvena bolečina, žalost, strah, za naprej to je nekako tista pripravljenost, stanje pripravljenosti, ko se srečam za to diagnozo, pa kasneje tudi končno, ko je prebolevam, ko jo sprejemam, v čustvenem smislu prebolevam. To je in takrat, ko se to dogaja, aktiviranost, če bi nevrološko povedali aktivirane, so takrat mali možgani, amigdala, center za čustvovanje, za doživljanje. Tam so doma tiste naše osnovne reakcije preživetvene. Ali bomo tega bežal, ali bom na nek način napadal to stvar, tak neki osnovni principi. To, kaj se pa dogaja takrat, ko sem pa v tem istem trenutku z srečanjem, z stroko, z zdravnikom, ki mi bolezen opisuje, ki mi pove, kako ravnati, kako bo izgledalo zdravljenje, kaj je važno, da razumem, da vem, čemu je važno, da sledim, ker končno vse hočemo vsi imeti dobro sodelujočega pacijenta, to je največja korist pacijenta. Pacient tudi hoče biti dober sodelujoč. Ampak kaj je tisto, čemer nekako želim pripeljati to svoje sporočilo? Ko je pacijent vezan na intenzivno čustveno dogajanje, je pravzaprav, če bi simboliziral centralni živčni sistem, ta slikica prikazuje pa potem še naslednja za hiško, da ne bom časovno predolg, če bi za tisti slajd lahko šli naprej. Tale. Iz vidika centralnega živčnega sistema, ko rečemo mali možgani, pa potem srednji medmožganska tkiva, pa potem korteks, veliki možgani, pacient, ko intenzivno čustveno doživlja, se nahaja pravzaprav v svoji nevrološki kleti, v malih možganih. S tem je pripravljen za dogajanjem tam in je vezan na dogajanje v kleti, da me ne zlomi bolečina, strah, žalost in tako dalje. Zdravnik, končno tudi lahko klinični psiholog, se mu pa iskreno poskuša približati z informacijo o bolezni, z optimističnim sporočilom, z navodili, z ključnimi zadevami, nagovarja njegov korteks. Razumevati, učiti se o bolezni, odločitve zavzemati življenjske, socialne spremembe in tako dalje, to je vse dejavnost korteksa, to ni dejavnost malih možgan. In ko nekako se zdravnik bliža iskreno, z največjim trudom, kar lahko, zdravstveno osebje v celoti, se mu bližamo v korteksu, v prvem nadstropju te nevrološke hiše, pacient je pa v kleti. Ravno tako se seveda iz svoje strani skuša iskreno približati zdravniku, pa potem včasih rečeš, joj, pa se mi zdi, da tem ljudem moraš vse 10-krat povedati, pa te ne sliši, pa kot da bi zidu govoril, pa vidim, da se je matro, ampak jovo na novo, kot skozi eno uho v drugo. A se bo dalo kdaj dopovedati, in pa to je važno za sodelovanje. Če se zgrešimo po nadstropjih, potem bo frustracija na obeh straneh in bomo manj optimalni eni in drugi, kot bi lahko bili. Če je pacient v svoji nevrološki kleti, ga lahko samo tukaj srečam. Zaenkrat ga še ne morem v korteksu. Dokler je še obdobje žalovanja, intenzivnih čustev, preplavljene z strahom, ko je potrebno jokati, je samo klet tista resničnost, ker se v resnici lahko z pacientom srečam, ne pa z kognitivnimi navodili. In tu me, upam, da nisem predolg, srce boli, ko gledam kdaj kolege psihologe, klinične psihologe, psihoterapeute, ko na nek način nagovarjajo, dajo veliko znanja, informacije, niso pa sposobni obstati z klientom, ki bi takrat moral jokati. Moral, ki potrebuje jok. Potrebuje skričati strah, jezo kdaj. In da si kot strokovni delavec lahko takrat ob tej osebi in da ti ni mučno.
Ne pa, da ga povoziš z 20 psihološkimi vprašalniki, pa 5 intervjujem so to šaro, za katere bo še čas v naslednjih mesecih. Danes edino, kaj spada na to mizico ob robo, ne na mizo, med nama naslednji smrtni greh pri tem delu, ob nama je paket robčkov. Danes jokamo. Če so oči polne solz in če vas stiska tam, kjer je bolečina doma, zdaj je čas za jok. Bo prišlo še na vrsti informacije, navodila in tako dalje, ampak danes je jok. To. In pacient potrebuje čas, prostor, osebo, v kateri lahko žaluje. Če tega ne nudimo, ne moremo govoriti o celostni rehabilitaciji. Tudi naš naslednji gost, virtualni, je bil kar dolgo v tej kleti. Poglejmo. Prvi mesec mi je bilo ful težko, no. Bil sem v nekem zanikanju, nisem takoj sprejel tega, sem kar, ne vem, obnašal se, kot da ni nič, da je to, ne. Polk pa po enem mesecu vse prišlo za menoj, ko sem jaz to dojel, ko je moje telo to dojelo, me pa, bom dobesedno rekel, spodneslo, podsekalo, no. Sem padal kar v depresijo, čeprav nisem prej nikoli bil, sem se znal pobrati, tukaj je pa bilo kar en velik zalogaj za mene. Problem je, ko imaš v glavi neko blokado, ko enkrat zveš, da si bolan, vse to je v bistvu pri vseh bolezni. Prej v bistvu sem ugotovil, da ni bilo nobene omejitve zame, sploh pri športu ali pa kakršnokoli delo, če sem jaz videl, da rabim še 2 ure, da nekaj dokončam, sem brez problema zdržal. Zdaj pa recimo, ko pride, pa sem utrujen, pa vidim, da ne morem, dostikrat moram recimo, pa imam samo 1 uro do konca odnehati, ne, ker mi telo ne dovoli. Tako da, ja, sigurno bi bilo drugače, bi verjetno mogoče malo bolj funkcioniral, kar se tiče moči, ampak tako je žal prišlo. Pa jaz tebi pomočim takole. Prvi nasvet mogoče je, da se ne zapira človek v sebe, pa skozi sam pozitivno, če se da, pa iskati nekaj, kar te veseli, vztrajati pri tistem, kar te veseli, skozi. Tudi ko ti drugi rečejo, tega več ne boš mogel delati, naj sam poskusi pa videti, če dejansko res to mora opustiti ali ne. Naj vztraja, ker jaz, če bi poslušal vse ljudi, verjetno bi samo ležal, ne, tako pa sem še kar aktiven. Škoda bi bilo, da ti je taka bolezen preprečuje nekaj takega čudovitega, sploh družinskega življenja in recimo moj otrok je bil meni največja podpora, zaradi nje se vstanem tudi, ko se ne morem, tako da jaz mislim, da ni tisti strah se da prebroditi in iti naprej, sigurno. In da zdaj tisto. Kaj, kocke? A ja, sladoled? Ja. Bom ti dal zdajle, prav? Ja. Okej, kaj sem ti obljubil, ne? Pozitivno sporočilo, strah se da prebroditi. Je pa res, da je današnje leto bolnikom z multiplo sklerozo, tako kot ostalim kroničnim bolnikom, pa tudi nam vsem, prinesel nov izziv, ki je stresen za njih še bolj kot za nas. Dr. Magdič, ali so osebe z multiplo sklerozo kaj bolj dovzetne za okužbo, oziroma si pri njih pričakuje težji potek bolezni COVID-19? Ja, podatkov zagotovo nimam še povsem natančno. Veste, da je to seveda nov virus, s katerim se tako v splošni populaciji kot tudi v stroki šele spoznavamo, se pravi njegove dolgoročne posledice ali pa sploh vplivi. Verjetno bomo danes lahko tudi rekli kaj o psiholoških vplivih od virusa samega. Smo pa zagotovo v prvi vrsti, tako kot v splošni populaciji, tudi z bolniki z multiplo sklerozo odreagirali dokaj preventivno, se pravi, da preprečimo morebiten težji potek bolezni. Zdaj, kar pa imamo že nekaj teh podatkov in nekaj teh svetovnih žarišč, kjer je pač bilo bolnikov več, pa lahko povemo dokaj suvereno, recimo tudi nam blizu, se pravi italijanski podatki, Italijani so se hitro tudi organizirali več centrov, se pravi bolnišnic za multiplo sklerozo in zbralo podatke, več kot 230 bolnikov z multiplo sklerozo, okuženih z COVID-19. Velika večina teh bolnikov je bila tudi na imunomodulatornih zdravilih, tisto, kar nas najbolj zanima, ne? Ali ta zdravila, ki vplivajo na imunski sistem, dejansko lahko tudi
poslabšajo potek okužbe za COVID-19. No in ta raziskava načeloma, ki bi rekli je v našem žargonu dovolj velika, pa prepričljiva, pa tudi se pravi nam blizu na nek način populacija podobna bolnikov, zaenkrat govori, da v bistvu ne. Se pravi, da tudi okužene bolniki na imunomodulatornih zdravilih so imeli v veliki večini, več kot 96% bolnikov, blag potek bolezni. Le redki, govorimo torej o tistih 3 do 4% bolnikov, ki pa so imeli težek potek bolezni, pa še tisti so imeli, tako kot pa tudi spet iz splošne populacije vemo, določene faktore za to. Se pravi, višja starost, pridružene druge bolezni, kronične bolezni, se pravi tudi pri bolniki z multiplo sklerozo, torej velja, da so podobno kot v splošni populaciji tudi tisti lahko bolj ogroženi za težji potek bolezni. Kar nas je pa še bolj zanimalo, ker smo govorili že o zdravilih, ki imajo različne mehanizme delovanja, se pravi, nekatera lahko rečemo so bolj odločno zavirajo imunski sistem, bolj vplivajo na imunski sistem, predvsem tistih smo se mogoče malo preventivno bali dajati v tem obdobju in smo raje odlagali zdravljenje z tem zdravilom, če je slučajno sovpadalo bodisi ponovni odmerek ali pa začetek zdravljenja z bolj potentnimi zdravili. Zaenkrat se kaže pa mogoče celo to, da ker je pri okužbi s COVID-19 del bolezni, se pravi imunsko pogojen, se pravi okužba, težja okužba pljuč, pljučnica pa ARDS, težave z dihanjem, so imunsko pogojene, da je dejansko lahko pri bolnikih, ki imajo neka imunosupresivna zdravila, lahko tak potek bolezni pa celo preprečen. Ne rečem, da je to pravilo, ampak izkazalo se je, da tudi pri drugih populacijah bolnikov, kot so revmatološki na imunomodulatornih zdravilih, da je tam težji potek bolezni bil celo preprečen z nekaj od teh zdravil. Doktorica Horvat-Ledinek, kako je bila oziroma kako je trenutno organizirana oskrba bolnikov z multiplo sklerozo? Slišali smo že, da se je naše življenje v začetku letošnjega leta zaradi epidemije z novim koronavirusom močno spremenilo in brez dvoma tudi vplivalo na obravnavo oseb z multiplo sklerozo. Kar zelo hitro smo se v našem MS centru organizirali in izdelali nekakšna široka priporočila za obravnavo oseb za multiplo sklerozo in pravzaprav priporočali, da se odločimo za zdravljenje poslabšanja, torej zagonov bolezni z infuzijami kortikosteroidov, ki brez dvoma vplivajo na naš imunski sistem, le v primeru težke funkcionalne prizadetosti. Dr. Magdič je že omenil, da smo imeli dovolj dokazov in smo zdravljenje z veliko večino zdravil, ki upočasnijo bolezenski proces, nadaljevali, oziroma smo svetovali osebam z multiplo sklerozo, da zdravljenje nadaljujejo, odloženo pa je bilo zdravljenje predvsem za zdravili, ki imajo bolj dolgotrajen učinek na imunski sistem, kot je to alentuzumab, okrelizumab in pa kladribin. Seveda je v tem času je bila tudi obravnava oziroma postavljanje diagnoze nekoliko odloženo zaradi nekoliko težje dostopnosti do radiološke, pa tudi same likvorske diagnostike. Glede na to, da bolniki niso bili oziroma bila celostna obravnava oseb za multiplo sklerozo, še posebej pri novo diagnosticiranih, precej omejena, smo skušali bolnikom nuditi, tisti, ki so to potrebovali, psihološko podporo preko telefona. Nevrologi pa smo bili v stiku z našimi bolniki prav tako preko telefonskih konzultacij, da smo pravzaprav nekako pridobili saj nekaj povratnih informacij o njihovem stanju oziroma morebitnih neželenih učinkih oziroma morebitnih težavah, ki bi terjale takojšnjo obravnavo v ambulanti. Gospa Udovčič-Pertot, tudi pri vas so bili nekateri deli obravnave v tem času okrnjeni. Kateri in kako je to vplivalo na bolnike? Definitivno so bili v začetnih 2 mesecih okrnjeni vsi programi
za pacijente, ki so prihajali k nam od doma, to je povsem zamrlo. Sprejemali smo samo pacijente, ki so bili premeščeni po nekih hujših, če govorimo o multipli sklerozi, zagonih iz bolnišnic, pa še to preko posebnega sprejemno-izolacijskega oddelka. Z 18. majem se je to spremenilo, ponovno lahko sprejemamo pacijente od doma. V tem času smo vsakemu sprejemu vzeli bris na COVID-19, potem so se pa v bistvu normalno vključili v rehabilitacijske programe. Z junijem bo to tudi sedaj ukinjeno, tako da brisov se ne bo več jemalo, možne bojo tudi obravnave v obliki dnevne bolnišnice, ki zdaj niso bile, in pa spet tudi ambulantne obravnave pacijentov. Definitivno so bili pacijenti prikrajšani tako za obnovitvene rehabilitacije v zdraviliščih, kot tudi pri nas, kolikor sem bila jaz v stiku s pacijenti, so bili zelo razumevajoči in tudi sodelovali samozaščitno. Raje ne bom prišel, če ne bo treba. Kar mi je pa zanimivo, je pa to, da ko sem govorila z eno gospo, je rekla, meni je to stanje čisto normalno, ker zavedati se moramo, da veliko pacijentov zaradi težav na področju gibanja, skrbi zase, zelo redko ali pa sploh nikoli ne zapuščajo svojih domačega okolja ali pa ga zapustijo samo takrat, kadar grejo na pregled zdravniku in jim nekdo pomaga, ponavadi reševalci po stopnicah navzdol. Tako da tukaj smo lahko vsaj malo enega uvida dobili v njihovo življenje. Gospod dr. Polajnar, kako torej na obvladovanje bolezni, kot je multipla skleroza, vpliva taka situacija, kot jo imamo zdaj, kot smo bili priča med karanteno, vsi ti ukrepi, ki jo spremljajo? Izbire nismo imeli, ne druga stranke, pri tem se trudimo sodelovati. Tudi pri nas seveda tiste specifike, o kateri sem prej govoril, če je pacient zelo preplavljen z strahom ali z žalostjo, z bolečino čustva in podobno, potem pa recimo potrebuje objem. To je nekaj takega kot tolažba, objem, in tako ne moreš delati seveda preko raznih Skypeov in Webexov in kar je teh programov, ki seveda tukaj pač dajo to, kar lahko. Elektronske pošte, tudi telefon je tisto isto, ampak kot pravim, bili smo prisiljeni na te omejitve in delali smo, kolikor se je dalo. Moja izkušnja je, da pač seveda potem vse traja bistveno dlje. Dosti več časa, dosti več energije narediš, pa manj lahko dosežeš in manj lahko nudiš, kot bi pač brez tega. Ampak to so zunanje situacije nad nami, ker ne odločamo o tem. Doktorica Horvat Ledinek, nekaj smo že omenili, kako se ta oskrba vzpostavlja zdaj nazaj. Za katere dele oskrbe nevrologi menite, da bi jih morali čim prej ponovno vzpostaviti? Zdaj v ljubljanskem MS centru smo, ko je postala epidemiološka situacija v Sloveniji mnogo bolj ugodna, začeli z postopnim odpiranjem ambulant za multiplo sklerozo, ki bodo v pravem pomenu zaživela v ponedeljek. V drugi polovici aprila meseca smo se odločili ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov tudi za pričetek zdravljenja z zdravili, ki so bila odložena, torej z zdravili, ki imajo dolgotrajni učinek na imunski sistem, torej okrelizumab, alentuzumab in tudi kladribin. In pa nekako na majhna vrata so se začela tudi že odpirati ambulantna celostna obravnava, torej s strani bodisi fizioterapevta oziroma delovnega terapevta. V tem času epidemije z novim koronavirusom smo se pravzaprav naučili, kako pomemben je ta dober stik, ki ga ima zdravnik ali pa ki ga bi moral imeti zdravnik z bolnikom, kajti ugotovili smo, da samo telefonski stik je premalo. Bolnik mora priti v ambulanto, mora se z njim pogovoriti, kajti tako lažje oceniš njegovo klinično stanje, lažje rešuješ različne simptome bolezni, ki spremljajo
naše bolnike oziroma bolnike z multiplo sklerozo, vendar smo, mislim, v tem obdobju epidemije skušali delati za dobrobit njih vseh skupnimi močmi. Doktorica Savšek, kakšni pa so malo bolj dolgoročni načrti za nadaljevanje vzpostavljanja nekega normalnega stanja, pa hkrati tudi malo priprave na morebitni drugi val epidemije? Kot sta že predhodna govorca omenila, tudi pri nas v našem centru oziroma na našem oddelku smo imeli podobne ukrepe, se pravi, odlagali smo nekatera zdravljenja, ki so potentnejša, v upanju, da bomo to lahko izvedli, ko bo epidemiološka situacija stabilnejša. Strinjam se z obema predhodnikoma, ko pravite, da telefonski stik z bolnikom nikoli ni enak osebnemu stiku. Seveda smo mi v tem ključnem vodilu, da ne bi pozabili na nobenega bolnika in ne bi bil prikrajšan tudi mi posegli po telefonskih konzultacijah, pogovorih in poskušali tako razreševati tista najbolj pereča vprašanja in dajati navodila, kako in kaj ukrepati. Napisali smo tudi priporočila za bolnike, zato da bi imeli nekaj, na kar se lahko oprejo in pa seveda reševanje problemov prilagajali trenutni situaciji. Ko se je epidemiološka situacija stabilizirala, smo pričeli postopoma nadaljevati z neko približno različico normalne redne obravnave, smo pa še vedno pri ambulantni in hospitalni obravnavi nekoliko omejeni zaradi tega, ker smo morali v cilju, da zagotovimo višjo varnost pred okužbo, prilagoditi način dela, kar pomeni, da lahko ambulantno pregledamo manj bolnikov v enem dnevu, kar seveda zmanjša število skupno pregledanih bolnikov. Mogoče pozitivna stvar tega je pa, da imamo pa več časa za tistega posameznega bolnika takrat na voljo, ko pride. Dejansko nas tudi precej zanima, kaj se bo zgodilo v jeseni z epidemiološko situacijo, kako se bodo stvari razvijale, kdaj nas čaka drugi val, kako bo takrat zdravstvo delovalo. Verjetno bo veliko odvisno tudi od tega, ali bomo imeli že na voljo cepivo in tudi od uspešnosti cepiva. Tako da nekako vseeno neko splošno domnevanje pa velja, da verjetno se bo obravnava vseh kroničnih bolnikov v tej fazi epidemije, pandemije s COVID-19 in pa v bližnji prihodnosti zaradi tega nekoliko spremenila in prilagodila. Ampak jaz mislim, da je ključno sporočilo to, da mi moramo zdraviti multiplo sklerozo in ne smemo imeti pretiranega straha zgolj pred okužbo z virusom, s koronavirusom in potem pustiti temu strahu, da vpliva na naše odločitve, da zaradi tega opuščamo zdravljenje ali pa da izbiramo zgolj manj učinkovita zdravila za multiplo sklerozo, ko pa bi situacija zahtevala učinkovitejše, bolj potentno zdravilo. To bi bil po mojem mnenju napačen pristop. Vedno moramo bolnika postaviti v ospredje, upoštevati pomemben vpliv multiple skleroze na bolnika, njegovo življenje, pretehtati vsa ostala tveganja in koristi zdravljenja in ravnati vedno v najboljši meri za bolnika. Gospa Udovčič-Pertot, je še kaj takega, kar bi vi poudarili, da moramo čim prej spet aktivirati, da ne bo prevelike škode? Na kratko, prosim. Predvsem obnovitvene rehabilitacije v okviru zdravilišč, ampak vse pač po pameti in tako kot pač epidemiološka slika pove, da je pač nujno, a ne? Vseeno ne bi želeli ogrožati pacientov. Doktorica Savšek, kako lahko bolniki z multiplo sklerozo sami izboljšajo svoje stanje v obdobju epidemije, mogoče karantene? Predvsem velja to, da naj dosledno upoštevajo standardne, preventivne in samozaščitne ukrepe, torej predvsem higieno rok in kašlja in pa ustrezno preventivno obnašanje tudi tu na mestu. Sicer pa mislim, da velja poudariti še pomen nekega splošnega zdravega načina življenja, k čemur spada zdrava prehrana, ustrezno gibanje, dovolj spanja in pa tudi dodajanje vitamina D, seveda, če ga primanjkuje, ker ima tudi ugoden vpliv na sam imunski sistem.
Ne nazadnje pa mislim, da je pomembno poudariti tudi to, da bolniki kronične terapije naj ne bi opuščali samovoljno, ampak naj se v kakršnih koli težavah in pa dvomih v zvezi s tem raje posvetujejo zdravnikom. Gospa Udovčič Pertot, še z vaše strani kakšen nasvet? Ja, samo na splošno se strinjam s splošnimi priporočili in to, kar je rekla dr. Savškova, sicer pa še na paciente vedno polagamo pač to njihovo zavezo, da je treba fizične zmogljivosti, fizično vzdržljivost vzdrževati celo leto in ne samo v okviru rehabilitacijskih programov. Obravnava v zdravilišču ali pa v naši ustanovi pač ne more zadostovati za celo leto, se pravi, da je treba svoje zdravje vzeti v svoje roke. Vsak dan, ne? Ja. Gospod Seljak, vi dokazujete pomen tega zdravega življenjskega sloga za dobro obvladovanje multiple skleroze. Kaj vam je najbolj pomagalo, da ste zbrali to motivacijo za profesionalno športno paraplezanje, v katerem dosegate zavidljive uspehe? Ja, jaz, ko sem čakal na svojo diagnozo, sem se sprašoval, bom še lahko hodil, ne? Jaz na plezanje tudi pomislil, takrat nisem upal. In ko so me zdravniki enkrat na noge spravili, postavili na noge, sem jaz sam čakal ta trenutek, da grem v steno in plezam. In se spomnim tega, sem šel v steno, jaz sem jokal takrat v steni, toliko sem bil vesel. Sicer noge so se mi čist tresle, ampak sem rekel samo, da lahko plezam, ne. In potem sem začel malo raziskovati in sem odkril na Mednarodni zvezi za športno plezanje, da obstajajo tudi tekme v paraplezanju, ne. Kjer spadam v kategorijo z živčnimi težavami, pač centralnega živčnega sistema, je kategorija, ki spada not več bolezni in sem rekel, no, to pa grem, da vidim še vrstnike, kako se srečujejo, kako premagujejo bolezen. In pol, ko sem prišel na to tekmo, ker sem že prej tekmoval v športnem plezanju, ko sem bil zdrav, sem bil zelo navdušen na to plezalno druščino. In tukaj sem bil pa še bolj navdušen, ker srečaš še druge ljudi, ko so invalidi, ki plezajo, paraplegiki, ki plezajo, potem amputirana roka, amputirana noga, plezajo in je taka energija na teh tekmah, da jaz nisem mogel verjeti. Taka pozitiva, da tudi če je prišel en, ki je bil malo depresiven in neki, ga je cela ekipa dvigala na gore. In sem bil navdušen na tem tekmam in grem z veseljem na te tekme. Mislim, da nam bo naslednji video dal ravno to ogromno energije in motivacijo, res zelo visoko in strmo steno lahko preplezamo. Ko ti rečejo, imaš multiplo sklerozo, jaz sem začel takoj razmišljati, pa zakaj se zdaj to meni dogaja, ne? Kaj sem jaz narobe naredil, da je prišlo zdaj do te bolezni, ne? In poh nekih vprašanj sem imel, kaj bom zdaj počel v življenju naprej, ne? Vsi so imeli polnih idej, kaj bi, ne. Jaz sem imel pa polno glavo, nisem mogel hoditi, se mi jih ni dal poslušati. So mi šli na živce vsi, ki so mi hoteli kaj svetovati, ne. Razdražljiv sem bil čist. Po, ko sem pa to začel razmišljati, ne, kaj bom naprej, sem rekel, nič, plezati bom začel, bom začel, delati bom že spet nazaj začel, ne. Sem nek smisel najdel in po sem šel plezati prvič, se spomnim po enem letu, neke lahke smeri, noge so se mi tresle, kakor se je dal, sam meni je bilo najbolj, sam da lahko gor na opičenco lezem, ne. Če ne bi bilo v te bolezni, sigurno ne plezam to, kakor zdaj plezam. Tako da, jaz sem po eni strani čisto hvaležen, da sem dobil to bolezen, ker sem svoje življenje malo spremenil zaradi tega, ne, ker drugače ga sigurno ne bi. Tako da, zdaj uživam. Za naprej plani so plezati. Imam tle odzadnji za mano toliko enih planov za splezati, enih ciljev, pol tekme tudi še, zdaj tekmujem v paraplezanju, ne. Letos so nam zaradi virusa vse tekme skenslali, tako da letos ni nič, imam tle v skali cilje. Drugače je pa plan, da sem svetovni prvak enkrat, ne. Že drugo leto bilo fajn. Jaz bi svetoval, da zdravniku zaupate, ker mene je na koncu naš zdravstvo na noge postavil, nobene alternativne oblike me niso, tako da zdravniki vejo, kva delajo za to bolezen pri nas, ne. Pa vsak posebej naj razmisle, kaj si želi v življenju narediti sam s sabo, ne, v katerih stvarih je dober, katere stvari ima rad, pa naj te stvari dela, pa teh stvari se naj drži, ne.
da bo užival, pa da bo imel prijatelje zraven sebe, ki mu bojo v strani stali, pa naj se smeji, pa bo hvaležen za to, da lahko živi. Naj se smeji in naj bo hvaležen za to, da živi. Hvala, Gregor, za te besede. Mislim, da je vsaka dodatna beseda odveč. Pravzaprav je beseda zdaj vaša, spoštovani novinarji. Na vrsti so novinarska vprašanja. Najprej vabim k zastavljanju vprašanj predstavnike tistih medij, ki ste z nami tukaj v dvorani. Medtem pa bomo preverili, če smo kakšno vprašanje dobili še po elektronski pošti. Prosim. Imamo kakšno vprašanje? Pa bi mogoče med tem prebrala vprašanje, ki smo ga dobili na elektronsko pošto. Anita Žmahar, Vzajemnost, sprašuje, vemo, da je multipla skleroza bolezen, ki se pojavi v obdobju med 20 in 40 letom. Katere pa so tiste značilnosti, ki bi jih morali starejši bolniki, predvsem zdaj v tej trenutni situaciji, upoštevati? Doktorica Horvat Ledinek. Bolezen multipla skleroza zelo redko nastopi po 50. letu starosti in starejši smo bolj progresiven, bolj neugoden potek bolezni, lahko napovedujemo in pri veliki večini bolnikov so ti simptomi od težav z hojo, utrudljivostjo, lahko rečemo dokaj jasni, seveda pa pri starejšem obdobju je potrebno opraviti morda več različnih diagnostičnih preiskav, kajti še vedno želimo poudariti, da multipla skleroza velja, da je to diagnoza izključevanja in pa ne potrjevanja. Se pravi, skušamo razširiti naše diagnostične preiskave in se prepričati, da so zložiti zgodbo od simptomov do najti ob nevrološkem pregledu, najti z različnimi rezultati preiskav in šele na to postaviti diagnozo multiple skleroze. Hvala. Še kdo iz dvorane? Kolegica iz revije Medicina in ljudje. Jaz sem pa hotela prositi dr. Magdiča, če bi mogoče kakšen podatek še povedal iz te študije, ki ste jo omenili 230 bolnikov, mogoče kakšen detalj še, kdo so bili tisti bolniki, ki so jo mogoče malo težje odnesli, kakšne so bile značilnosti, pa tudi unik, ki so jo dobro odnesli, no, lahko tudi kaj pozitivnega seveda. Se pravi, članek, zdaj, če ga želite, ga lahko še v številkah tudi dobite, ker je že v bistvu objavljen bil vivniški številki Lanceta. Načeloma pa ja, tako kot sem v teh, mislim, da je bilo 232 bolnikov zbranih v tej skupini, so tisti, ki so imeli slabši potek, če je bilo to prvo vprašanje, starejši od 50 let in pravim, s pridruženimi drugimi boleznimi, ker vemo, da se tudi v splošni populaciji takrat pojavijo. Arterijska hipertenzija, se pravi povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, ampak to je od teh 232 bolnikov, če v odstotke pogledamo, bilo, mislim, 6 bolnikov na koncu. Ne. Se pravi, tudi ti, ki imajo težji potek, so dejansko res, tudi v splošni populaciji bi bili bolj ogroženi. Od ostalih bolnikov po starosti in spolu so bili, mislim, v povprečju stari okoli 40 let, kar je sicer tudi dejansko pri nas povprečna starost bolnikov, zato ker se ta, se pravi, na nek način starostna skupina tudi že nekaj let zdravi z imunomodulatornimi zdravili, ki so na voljo. Za nas pa pravim, najbolj pomemben podatek, da od teh 232 bolnikov jih je bilo 90% na imunomodulatornih zdravilih, se pravi različnih vseh teh zdravilih, ki jih tudi pri nas uporabljamo in očitno je, da so vendarle varne, ker so večina teh bolnikov, torej doma 96% jih je doma praktično prebolelo okužbo, oziroma seveda nekateri so bili preventivno pač hospitalizirani, tako kot se je delalo sprva še, ampak potem, ko so bile te bolnišnične kapacitete zasedene, so praktično, bi rekel, v domačem okolju lahko preboleli okužbo. Tako da, pravim, same številke so za nas dobre, res da je še raziskav v teku, se pravi, so
tudi z namenom za to, da se pač predvidi potek ali pa nek program za potencialno drugi val epidemije ali pa za tiste recimo okolja, ki niso bila zdaj toliko prekužena, ker vemo, da je bila vseeno tokrat potekala epidemija v bolj nekih žariščih, se pravi v nekih centrih, kjer je bilo prekuženih več bolnikov, ne, se pravi, kaj nas potencialno pa čaka v nekih drugih okoljih. Slišali ste tudi v Sloveniji, je recimo prekuženost relativno majhna, ne, se pravi, iz takšnih podatkov, v bistvu zdaj objavili šele prve podatke, rečemo, da je to nekaj mesečno spremljanje, pa do 3 mesece spremljanja teh bolnikov, ne. Zagotovo si pa lahko obetamo še kaj več. Zanimalo nas bo tudi predvsem, ne, kakšen bo odziv mogoče v bodoče, tudi če se cepivo pojavi, na odziv, kako bo možno cepiti take bolnike. Mi vemo, da cepljenje načeloma lahko priporočamo, tudi cepljenje proti sezonski gripi se bolnikom z multiplo sklerozo priporoča. Res pa je, da je treba pač vedeti, kakšno vrsto zdravljenja prejemajo zaradi tega, ker je pač lahko imunski odziv ali pa reakcija na cepivo spremenjena. No. Hvala. Pod vprašanje, a je bilo kaj podatkov o tem, a so bili ti bolniki kakšni tudi med zagonom ali pa kaj takega, kako je to vplivalo recimo na izid? So, zdaj številk natančnih vam ne bom povedal z glave, lahko pa pogledamo, pravim, reference vam poslal, ampak boste videli, da v bistvu zagonov je bilo v tem obdobju malo. Ne. Ni bilo več zagonov, če je bilo to vprašanje, ne, ker načeloma res, da včasih videvamo več zagonov v sezonskem obdobju, to je v tem prehodnem obdobju spomladi, ko se pač je več prehladnih obolenj. Niso pa v tem konkretnem, pravim, članku objavljali, ampak je bila v bistvu res ciljano skupina COVID pozitivni na imunomodulatorjih, kakšen je njihov potek. No. Pa predlagam, da mogoče zaključimo še, imamo še eno vprašanje. Ja. Še eno vprašanje je prišlo po spletni pošti. Sicer eno vprašanje pa točno to, kar ste zdaj vi že pojasnili, če je bilo kaj več zagonov. Sprašujejo novinarka Nataša Medvešček iz spletnega foruma medover.net. Drugo vprašanje pa je, ali so v Sloveniji bolnikom z multiplo sklerozo na voljo vsa zdravila, kot tudi sicer bolnikom v drugih razvitih državah? Na to smo sicer že odgovorili. Bi mogoče tukaj lahko samo mogoče še stavko dveh to dodam ali pa ponovim. Ja, dejansko so pri nas zelo dobro dostopna vsa zdravila, ki so uradno odobrena. Če ne takoj, bi rekel, v tistem letu, ko je odobreno to v sklopu recimo Evropske unije, pa zdaj na ta prostor se vseeno osredotočamo kot neki merodajni, pa recimo v kakšnem letu zatem, zagotovo. Dobro, bomo zaključili z informacijo, da za zaključek dajmo besedo še gospodu Krajncu, pa bi vas prosila na kratko. K temu bi dodal en zanimiv podatek, ki je dr. Magdič govoril. Po podatkih iz Evropske unije, ne, mislim, za leto 2018, smo bili Slovenija v zdravstvu nekje na sredini članice Evropske unije, na področju multiple skleroze smo bili pa na 5. mestu, to se pravi med vodilnimi, in to pomeni tudi ta dostopnost do zdravil in vse obravnave, da je pri nas mnogo višja, kot je povprečje v našem, ne, to je zelo pohvaljno, ne, do vseh zdravnikov, ki na tem delajo in da znajo res to upravičiti in prenesti v naš prostor, tudi upravičeno do teh zdravil. To sem hotel zahvalno poudariti. Hvala za ta optimistični poudarek. Jaz bi dodala samo to, da bodo novinarji vse materijale povezane s to novinarsko konferenco dobili na svoje elektronske naslove. Če kdo želi še kaj posebnega, veste, kje nas najdete. Posnetek bo v arhivu Slovenske tiskovne agencije. Za zaključek pa samo še hvala vsem, ki ste se povezali v prizadevanjih za boljšo obravnavo in boljše življenje ljudi z multiplo sklerozo v Sloveniji.